V sredo in četrtek je Velenjska književna fundacija o podpori mestne občine Velenje in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije pripravila mednarodno književno srečanje Liricon Fest s podelitvijo nagrad. Mednarodni Liricon Fest Velenje je celoletni festival liričnih umetnosti 21. stoletja z osrednjim programom mednarodnega književnega srečanja v Velenju. Liricon Fest je festival liričnega in potopisnega občutja, ki ga v Velenju v letošnjem letu postavljamo na noge oziroma pod streho že 19. leto. Seveda z nagradami, priznani za vrhunski desetletni pesniški opus, za mednarodno povezovanje slovenske literature od predlanskega leta, tudi za najboljši potopis, knjižni potopis leta in dodano tudi za potopis mladega slovenskega popotnika. Vsa leta kot najstarejše priznanje pa je to vezano na Liricon, to pa so prevodi, Liriconov znak za prevode poezije v slovenščino oziroma iz drugih jezikov v slovenščino. Druge redakcije, kar nekaj produkcije knjižne, založniške je šlo in še bo v tem času, tako da ni tako hudo udarila, kot smo pač jamrali, se pravi k sreči, da je tako, ne. In tudi omizje samo je eno izmed vprašanj tem na to, kaj smo razmišljali v škodo ali korist v času karantene oziroma epidemije. Na osrednji literarni prireditvi letošnjega 19. Liricon Festa Velenje, Liricon Festova akademija Poetična Slovenija 2020 so v velenjskem hotelu Paka podelili festivalske nagrade in priznanja. Nagrado Velenico, čašo nesmrtnosti 2020, je prejela pesnica Lidija Dimkovska. To priznanje mi pomeni veliko, ker je moje prvo priznanje v Sloveniji. Živim namreč tukaj od 2001, ampak mislim, da je to priznanje tudi za slovensko kulturo in literaturo, zaradi tega, ker to priznanje čaša nesmrtnosti pač prvič gre v roke neke avtorice, ki živi tukaj, piše pa v nekem drugem jeziku. V mojem primeru to je makedonščina. To pomeni, da Liricon Festival v bistvu nagrajuje avtorje in avtorice ne glede na jezik, ki se govori in piše v Sloveniji, in s tem poudarja svojo medkulturnost, svoje razumevanje drugačnosti in svojo odprtost. Ta nagrada je za 10-letni pesniški opus in sicer v mojem primeru je to za 2 pesniški zbirki, ki sta išli v tem desetletju v slovenskem prevodu Aleša Mustarja, Črno na belem in Peha Neutralna za življenje in smrt. Mednarodno Pretnarjevo nagrado je prejel literarni zgodovinar Miran Hladnik, ki je s tem dobil tudi častni naslov ambasador slovenske književnosti in jezika po svetu. Pravzaprav mi veliko pomeni, čeprav bi marsikdo pomislil, da je z to nagrado, kot z drugimi slovenskimi nagradami, tako da jih dobijo ljudje zato, ker poznajo ljudi, ki nagrade podeljujejo, da se skratka dogaja neka incestoidna zadeva, kot je na Slovenskem v navadi. Ampak cenim to nagrado ne samo zato, ker je strokovna skupnost, ki ji pripadam, to delo, ki ga upravljam, priznalo, ampak zato, ker sem bil po nagradi deležen številnih čestitk kolegov in to daje nagradi legitimiteto. Nagrada se imenuje ambasador slovenskega jezika in književnosti, to je zelo bobneč, skoraj da patetičen naslov. Organizator se je pa odločil za to podelitev, ker že 20 let obremenjujem kolege, svoje strokovne kolege, dnevno z informacijami iz stroke preko strokovnega foruma z imenom Slovlit. 1700 ljudi je vključeno v to skupnost in se mi zdi, da smo v teh 20 letih, kolikor moderiram to strokovno skupnost, se med seboj povezali in da je to en pomemben način, kako sploh ostajamo skupaj kot skupnost, kot slovenisti, kot jezikoslovci, kot literarni zgodovinari in kot, bom uporabil en ambiciozen izraz, digitalni humanisti, kar pripada današnjemu času. Mednarodno prevajalsko priznanje Liriconov zlat je prejela prevajalka Gabriela Gal. Vesela sem priznanja, vesela sem, da sem lahko izbrala po svoji želji 2 madžarska pesnika, odlična. Uživala sem pri delu, pri prevajanju in veseli me tudi to, da sta danes tukaj z nami.
Nagrada Krilata želva za najboljši slovenski knjižno objavljen potopis preteklega leta je šla v roke Petre Vladimirov. Jaz sem zelo vesela, da je knjiga dobila to priznanje, ker to je knjiga, ki sem jo jaz posvetila otrokom iz vzgojnega zavoda Kranj. Govori namreč, en del te knjige je tekaški, drugi del pa je, kako z otroki iz vzgojnega zavoda hodimo peš iz Kranja na morje. In namenoma sem jaz to knjigo napisala, da postavim njihovo zgodbo ob bok nekim velikim dosežku, da poudarim ta njihov veliki dosežek in zdi se mi, da s to nagrado je ta zgodba njihova postala še bolj prepoznavna. Prvič letos so podelili tudi priznanje Mlada želva 2020, ki jo je prejela Katja Sluga za najboljši kratki potopis mladih slovenskih popotnikov. Ko veselje, v bistvu še povečuje moje veselje do tega, kar počnem in neko potrditev, da v bistvu kakovostno pišem in kot neka popotnica za naprej, da v bistvu vztrajam pri tem. Mednarodno književno srečanje Liricon Fest Velenje, ki so ga letos prestavili za 3 tedne s prva predvidenega majskega termina, je organizirala ustanova Velenjska knjižna fundacija ob podpori mestne občine Velenje in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.